Da smo za vas tako dober video, prav excited sem. Po moje iz dveh razlogov. Prvi mogoče zato, ker sem začela prvič snemati 2017 v takem času s takimi temami, bolj scary misterije, in danes bo spet neka bolj scary misterija. Malo bomo šli po svetu, govorili bomo o dejansko najbolj scary kotičkih na svetu in mi čist 8 tema, ki sem raziskovala, koliko so hudi in tako. Zbrala sem ven skrčila tako iz, ne vem, 60-ih po moje, tako da sem najboljša našla. 8 jih bo in v 2 delih bojo, tako da 2 videa prijeta, pa verjete ne bo čez en teden, ampak že malo prej, because I'm awesome. Da se difuzor vidi. Če sploh vidite tale difuzor, ga dobite znižanega v ponedeljek, link bo pa vedno spodaj, link je vedno spodaj, ampak zdaj bo znižan. Anywho, gremo v video. Najprej gremo v Nagoro na Japonskem. Vastica Nagoro zgleda nekako takole. Pač kaj da heck. Tole, kar gledate, hvala Bogu, niso ljudje, to so samo lutke, ampak te lutke so v naravni velikosti, toliko velike, kakor ljudje. V bistvu so točno v velikosti bivših prebivalcev, ki so se odselili, ali pa v velikosti prebivalcev, ki so umrli. Pazi to, v tej vasi Nagoro je 10:1 lutk proti ljudem. Torej, na enega živega človeka imamo 10 lutk, tako da predstavljate, koliko je to scary se tam sprehajati. Te lutke so delo domačinke Tsukami Ayano. Ona je pač začela izdelovati replike svojih sosedov. Kada bi šel v Sloveniji tla v ena brda, bi si rekel, shit, iz tega, ne vem, Goričkega se vsi izseljujejo. Kaj narediti? Ne vem, dajmo lutke narediti. I don't know. Vidiš pa dobesedno vse. Tako, lahko vidiš ribiča, ki je tam na brežini in lovi ribe in čaka. Pa imaš dejansko učence, ki napolnijo tam cele učilnice. Pa imaš take starejše parčke, ki so na klopeh pred hišo in hangajo, tako kot so v realnem lifeu hangali, no, ona je to zdaj kar poustvarila z dvojniki, pač kva. To je res majhen mesec, tako da lutk je nekih 350 realnih ljudi, pa 27, tako da še več kot 10:1 je razmerje. Pa še eno scary dejstvo je mogoče to, da je tukaj najmlajši vaščan star čez 50 let. Tako da, who is it ghost town, oziroma so ljudje že z eno nogo. Gremo dalje. Tale mi je mogoče najljubši od vseh v obeh delih videa, je sicer Hill of Crosses. Šiauliai, Litva. V Litvi se to nahaja. Zgleda takole, meni zgleda kot eno nabito pokopališče, križ pri križu, dobesedno križ na križu, skoraj toliko jih je in ob določenih lučeh, ob vzhodih, ob zahodih, v temi pač meni zgleda grozljivo, ali pa tle, ko je bil požar, meni je scary. Tukaj lahko, če greš videospot posneti in boš imel najbolj scary spooky videospot v lifeu, ali pa grozljivko, mislim, I don't know. Ampak izvor teh križov je majčkeno drugačen, kakor da bi izhajali iz neke misterije. Križe tukaj v Litvi postavljajo že od 14. stoletja in že od takrat te križi izražajo željo po osamosvojitvi Litve. Šele po letu 1831 so imeli pa toliko nekih uporov, neke vrste kmečkih pa takih za osamosvojitev, so pa potem začeli te križe postavljati v spomin tistim, ki so dejansko padali v teh uporih. Torej, na nek način je povezan s pokopališčem. Med sovjetsko okupacijo med 1944 in 1991 je potem ta hrib križev spet ratal kot nek kraj upora, nek kraj kljubovanja. In zdaj si predstavljali, da je bilo takrat to križev gor skoraj kakor zdaj in so vleteli Sovjeti z buldožerji in so vse to zrili in podrli dol. In potem so jih ljudi spet postavili. Zdaj tam, če si lahko mislite, ali ne, več kot 100.000 križev, ki tam se zibajo in padajo in stojijo in so postrani in v vetru zvoke spuščajo, pač insane. Gremo dalje v katakombe, v katerih ne najdemo samo delčkov kosti, kakor ponavadi smo navajeni, recimo v Parizu, ampak celo okostja. Pa še bližji so, kakor so mislite, v Palermo v Italiji. Skratka, nobena od katakomb od Salzburga do Pariza ni tako scary, ker tukaj najdeš cele okostnjake, tako so se pač odločili pokopavati. So pa to sicilijanske katakombe kapucinarjev, torej red kapucinarji. Ta prostor, kjer jih vidimo, je nastal že v 16. stoletju, ko so zasuli tedanje pokopališče pri teh kapucinarjih, so bili tam, torej pokopališče ni več, pa zdaj. In takrat, če sem prav razumela, en splošen preplah nastal o tem, kaj vse se zgodi s človekom v trugi, oziroma pri mumificiranju in podobnih stvareh, da je to ful grozljivo in tega noben več ni hotel in so rekli, dajmo raj nas pustiti cele v teh katakombah, zavezati ob zid in obleči v najlepše oblačila in to bo super. Rezultat tega zdaj je okrog 8.000 trupel, okrog 8.000 okostnjakov, ki so pa razdeljeni na moške, na ženske, še na device, za otroke, za duhovnike, pa take podobne veljake, potem še po poklicih. In zdaj so ta trupla tam kot muzejski eksponat razporejena pač
ob stebrih. Gremo dalje na zadnjo lokacijo danes. Gremo v Singapur. Haw Par Villa v Singapurju je zabaviščen park. Jaz sem najprej mislila, da je zaprt, to bi bilo še slabše, ampak je še vedno odprt, star je čez 80 let, en najstarejših v Singapurju. Je pa basically čisto nasprotje Disneylandu, kakor ga poznamo. Pač vhod je tako cute, barvit, prejš not, zabaviščni park in poj noter je cela štala, tako dobesedno freaking peku, ker oni želijo ponazoriti peku, da vzgajajo otroke, da jim kažejo, kaj se zgodi s tabo, če nisi dober, če nisi pravičen, če golfaš, če grdo govoriš, skoraj za vsak ta njihov tipičen greh so majčkeno drugačni od naših, imajo nek nauk. Nauki so pa tako, recimo, tam boš videl, kako enega človeka na pol režejo z žago. To je recimo za zločin, zloraba knjig, ali pa za goljufanje na izpitih oziroma v šoli, te razkosajo. Ali pa če posojiš denar z visokimi obrestmi, kaj se bo zgodilo? Vrgli te bojo na špičaste palce oziroma nože. Teh creepy fucked up kipov je tako okrog 1000 tam in preprosto tam sprehajajo družine, otroci, familije in pač gledajo to in ne vem, jim starši skozi zraven kažejo, to se ti zgodilo, ne vem, v glavnem, ponazoritev pekla. Ok, dragi moji, ta video mečken krajši, tudi mečken krajši mora biti daj na kanalu, da ne zgubite čist fokusa. Tole se mi zdi super ideja tudi, da jih v TikTok posnamem, tako da se gledamo tudi tam. Se vidimo v drugem delu, kmalu, pridni bote, čau, bye!